In on začne odpirati in mi pokaže in ven privleče 3 metre, tak debel. Niti ni seksov, niti nič. Ne vem, ali si ga je drkal, pojma nimam, ampak vem pa sem, da ga je biča lahko zmešala. So mene najeli in so mi dali 500 evrov in jaz sem njih mogla zmerjati, kolikor sem mogla, na polno. Okay? In pol so mi začeli fol govoriti, pohaj une pa, ne vem, islamskega moškega, una si jo pa tam samo zadovoljuje, pa ne vem kaj. In pol sem dobila pač par teh posnetkov teh znanih Slovenk, ki si res, one si pač, to je kar hardcore pornografija. Ne mi tega delati. ne mi hoditi, če si na OnlyFansu, si na OnlyFansu. Ne me ti v hoferju pozdravljati, pa ne vem kaj, razumeš, pač prosim, mej neko mejo. Med seksom, kaj ti bolj paše? To se pravi, te paše prav ta penetracija, ali ti bolj paše oralni seks, ali ti paše stimulacija, ne vem, s prsti na klitorisu? Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Dobrodošli v podcastu, a lahko to ostane med nama? Kjer bomo govorili o lulicah, lulčkih, kobilicah v glavi in seksu na kmetiji. Skratka vsem, kar je tabu, ampak res ne bi smelo biti. In od danes naprej ponedeljki ne bodo več tako bedni, kot so bili do zdaj, ker se boste vsak teden družili z nama. Pa še en disclaimer, če te vsebine spolnosti ne zanimajo ali pa si premlad za njih, ne poslušati tega podcasta. Resno. Ok. Zdaj pa, preden nadaljujemo, bi rada povedala, da imava midve zdaj enega ful hudega sponzorja in to je čokolada, ki te naredi horny. Ne vem, a ste kot jaz, ki skozi dobivam na TikToku videe o tem, kako ljudje probavajo na cesti, pridejo do njih in rečejo, probi to čokolado in potem boš ful horny in boš imel najboljši seks s svojim partnerjem. In jaz sem to vedno ful hotela probati, sam pri nas tega ni bilo. Zdaj imamo pa prav slovenski produkt, to je prav slovenska čokolada, proizvedena v Sloveniji. En fant je to zdaj ven dal, glih takrat, ko je najin podcast vam prišel, tako da smo približno isto stari. Daj sam nad temle. Sem mislila, da bo Anja Uno odprla. A že vemo, da Lahko. No, vprašam. Aha! a boš kar pokazala? Ja, zgleda. Ja. No, tako le to zgleda. Noter je, to je v bistvu čokolada iz 70% kakava. Noter so pa dodatki, kakor so, bom jaz to kar prebrala, da ne bom kaj pozabila, maka, ginko, tribulus. In to so vse stvari, ki so afrodizijaki. Tako da mi bomo zdaj to probale na začetku in pol bomo videli čez epizodo, kaj se zgodi z nami. A bomo na koncu šle vsaka na WC z eno tole igračko, ali kaj se bo zgodilo? Ne vem. Ena pomembna informacija, ki je nismo povedali, zato ker sem jaz bila ponoči na urgenci in zato ker smo malo zmedene, ne? Ampak zdaj bomo se mogli malo sprostiti. Skratka, to čokolado ne bomo mi probale same, ne? Ker to bi bilo že malo dolgočasno, da smo mi že 5 epizod tle same. Tako da z nami je moja najljubša oseba iz kmetije, ker sem vedno ful vesela, ko jo vidim, zaradi tega, ker ima vedno ful smešnega za povedati. In tudi, če so čisto vsi drugi ljudje slabe volje, Janja kar dobre volje. In tudi, če ima kobilice v glavi, zgleda, je prej rekla, da to ona vse preživi. Življenje. Jaz sem toliko vesela, da si najna prva gostja. Toliko vesela, da sem pozvala povedati, da imava gostjo. Ampak se tudi mi dve še učiva. Tako da ful ti hvala, ful sem vesela, da zvemo še več o tebi. Nekaj smo že prej o teh kobilcah, joj. Pač jaz bom to povedala, ker to vi niste prej slišali, ampak pa jaz sem bila tako po 30 kobilc v sobi in to si kar spal in so lezle po tebi in si pač jih mogla dol. In jaz, I could never. Tako da meni se zdi, da si močnejša od vseh nas. Mislim, da kobilce so še nekaj najboljšega, ker lahko leze po tebi na kmetiji, tako da če bila sem kobilce, je bilo v redu. Daš pa hvala, ker ste me povabile. Bomo pa itak, da probali to čokolado, tako da mogoče nam sem vesela še potrebno zraven. Ti greš pol še delati naprej, ne? Ja, tako boste me odgovarjali, če skupim šiht. Čakaj, pa tu je nek klub ali restauracija, da bomo prišli te pogledati. Ne, je diskoteka, tako da. Okay. Še vseeno te lahko pridemo pogledati, če se bo kaj dogajalo danes ob 10 zvečer s tabo. So nas te cele potrebne prišle. Ja, bomo mogoče, ker bomo tu zdaj kar probale, ne? Ja. Kar gremo. Ja, v glavnem. Jaz nisem drugače nikoli nič tazga probala. Nič, ka bi tudi poživilo. Niti poperse ali pa kaj. Niti špansko muhico sem enkrat probala. Čist navadno rumeno, ampak ni bilo nič, tako da zdaj bomo vedeli. A ti si kdaj kaj?
Mislim, da so bili papersi, ampak meni sem vroče v glavi ratalo za 5 minut. In pol je nehala. To sem sama bila doma tak dan. Učinka. Čakaj, kaj bi te je pripeljalo do tega, da si bila tako sama doma in si rekla, bom jaz paprse probala? Iskreno je moja ena kolegica pozabila moj torbici, ko smo bile zunaj. Tako da sem potem jaz doma probala, ampak sem bila sama. Nima nekaj vzborno, realno sem vroče mi je ratalo. Sem po manj, če je bila s kom, bi bilo to malo drugače. Sej, načeloma te paprsi nimajo glih tega efekta, da te vzburjo, ampak to, da ti vroče rata, pospeši prekrvavitev, pa recimo, če hočeš se analnega seksa lotati, ti sprosti mišice analne in potem gre lažje noter. To je bolj pri teh paprsih. Pa načeloma, vsi, mislim, večina ljudi jih tako uporablja, da jih vdihne noter, pa pravilno bi bilo v bistvu, da jih pustiš samo odprte, pa da potem ti hlapi so da so ti pol hlapi v sobi. Sam pač, to toliko smrdi. Jaz sem jih imela v omari, eno pač tako to flaško, sicer je bila malo razlita, ampak je bila tako zavita v 3 vrečke. In jaz sem ful dolgo študirala, kaj za vraga toliko smrdi tam v moji omari. In pa sem poštekala, da so te paprsi bili in tistega vonja se jaz nisem znebila še več tednov. Tako da. Ti to smrdi? Ne, to je pa čista čokolada. Jaz vam bom tu zdaj, daj povej, če lahko 2 koščka, lahko kar tako. Kakšna doza, da ne bo, da ne bom hotela povedati. Jaz sem to vse preučila in sicer na njihovi spletni strani piše, da je priporočljiva doza 1 do 2 koščka, max 5. Tako da, jaz bom en košček za začetek. Jaz tudi, ampak ne vem, kako naj to prelomim, brez da se vsak dotakne. Pa dotaknem se še. In ti zdaj lahko tale košček. Se ti si bila itak na kmetiji. Ampak ne, tega se jaz nisem dotaknila. Ja, pa ona? Ona si bo podlomila, Tako da, a smo pripravljeni? Tu zdaj izgleda, kot da neke prepovedane stvari imamo. Ne, jaz sem nikoli še nisem, pa me zanima. Drugače sem vprašala Primoža, Na zdravje. Na zdravje. Ne bomo več komplicirali, najprej to. Dobro. Pa ne vem, to lahko povem, ampak jaz bom. Pač bosta 2 verzije, to se pravi, to je ena verzija, pa bo pa še ena z liofiliziranimi jagodami. Tako da ampak tole je... Iskreno, mislim, meni monolog. Dobro. Stvar je v tem, da jaz drugače malo vedno pričakujem pri take stvari, da bojo za noč, če sem čisto iskrena. Vse stvari, ki so tako, da te nekaj spodbudijo, ali pa neke bio, eko, ki tu je narejeno v tej čokoladnici v Aleji, ne? In prav na roke delajo vsako to čokolado. In pa včasih si človek misli, da bi bilo za noč, ampak honestly mene to presenetilo zdaj. Ful je dobra. Pač res je dobra. Pa sploh nima toliko okusa, kakor da je zdaj, ne vem, 70% čokolada. Sladko je kar, ne? Nek priokus, pa sem ne vem, kam bi dala ta priokus. To je neko sadje. Kaj ni tako? Ja. Predobro je, da bi bila sem za to namenjena. Pa, imamo kaj med zobmi? Čak, da mi bojo oni, napište v komentar, če imamo kaj čokolade v zobeh. Če bi kdo rad probal tole čokolado, najprej počakajte, da vam povemo, če deluje, ne? Po mojem bodo videli. Ampak napišete v Google Temptico in lahko uporabite kodo med nama 20 za 20% popusta. Lahko tle se bo pisalo od spodaj, bo Anže naštimoval, eno pasico, da bo je naredil. Tako da boste itak videli. Dobro. Jaz bi sem še nekaj povedala o tej čokoladi, ki se mi zdi ful pomembno. Povej, prosim. Da pač mi je rekel, da tu prej pol ure vzameš, če koga zanima, in pol pač naj bi se ti povišal srčni utrip, prekrvavitev v organih in po celem telesu in naj bi čutil tako, vprašala sem ga, kaj lahko pričakujem, pa je rekel, da bomo tako fizično začutili najbrž malo toplote pa ščemenja. Jaz se že zdaj zdi, da deluje. Da veste pač, kaj naj bi... Ja, ampak ni v resnici tako, da če daš čokolado v usta, se ti že itak malo zdi. Ja, tudi če bi Milko pojedle zdaj. Ampak bomo videli čez pol ure. To se pravi, evo, jaz sem zdaj glih timer začel perfektno in bomo vse to videli. No, se vživčne, na uro gledali. Ja, ne, zdaj, če začutimo, če ne, pa life teče naprej, ne? Ali pa pojemo še vsako po 5, pa ja. Ja. Ok, zdaj pa, zato da se bomo malo bolj spoznali,
so staro pripravile eno igrico, Icebreaker Questions. Ej. To so se šle midve drugače v prvi epizodi in je bilo nekaj komentarjev, joj, to bo tam je to v vsaki epizodi, sami da se rekli, da bo to prišparale za goste. Tako da, si pripravljena? Sem. Okay. Lahko od najbolj smotanga, ker sem jaz to prej doma prebrala. In kjer je najbolj smotan? Najbolj smotan je ta o kozi. O kozi, prosim. Jaz kaj tazga še nisem nikoli prebrala. Kar Okay. Okay. A bi rajš seksala s kozo, ampak nihče ne ve, da si seksala s kozo. Ali pa ne bi seksala s kozo, ampak bi vsi mislili, da si seksala s kozo. Ne bi pa da vsi mislili, da Ja, sem. ne? Kaj tako ogroza. vsi mislijo marsikaj v nas, ka ne? Ej, če mi omeniš kozo, se spomnim na mojo bogo Jolandico in naj vsi mislijo, da sem, pa nisem. Ja, v bistvu sploh ni tako težko vprašanje. Okay, za tiste, ki ne vejo, kaj je bilo s to kozo. Ne, ta koza je bila skozi zraven mene v kmetiji, jaz sem jo skozi smela ko enega psa tam in sem jo popustila na kmetiji, ker mislim, da koze tam spadajo. Oh. The best, ja. Nimam je kam, da to loblani. Pa so ti rekli, da jo lahko sabo vzameš? Mislim, da se vse ne, zdaj, če bi jo res hotela, po mojem bi mi jo prodali, se koza ni, koliko je to 200 €. Še tako je stara. Tako da verjetno bi jo lahko, če bi se borila za njo, ampak se nisem kaj dosti. Jaz ne vem, kaj naj rečem, boga. A jo boš šla kdaj še obiskat? Ne. Boš šla kdaj še na kmetijo? Ne. Tako nasplošno na kmetijo ne bi šla več nikoli. Ne, ok, na kmetijo je, ampak na šov kmetijo pa ne več. Je bilo dvakrat dosti. Dvakrat je bilo dosti. Ok, naprej. Pošteno. A bi rajš seksala sam enkrat na leto z nekom, ki ga ljubiš, ali kadarkoli hočeš, ampak mora biti vedno nekdo drug. Ojoj. Po mojem to je to drugo. Ta druga? To drugo, To se ja. pravi, kadarkoli Kadar hočem, hočeš, s komer ampak, hočem. ampak mora biti vedno nekdo drug, ne smeš ponoviti. No, Ne, ni ne sme panike. se. Okay. To je ta manjši problem. Jaz bi obratno. Enkrat. Ja, na leto. Mislim, če je to do konca življenja, ne vem. Ne vem, če bi... Konc življenja. Ne. Pa bi rekla, da imaš visok libido. Pa, jaz se znam zadržati, ampak ne vem, zakaj bi se. Pač, da je enkrat na leto res malo. Ja. Da bi mi rekla, da je enkrat na mesec bi še razmislila. Ok. Pa si predstavljaš, da je takrat pol enkrat na leto, ko že seksaš, pa da ni dober. No, Da, veš, ni vsak seks vedno dober, ne? No. Pač kdaj je boljš, kdaj je pa še slab. če enkrat na leto z enim, mu bi pol prišlo tako. Sem res. Žabe se slačeš pola, veš, za tiste enkrat na leto, tudi če ne, daj. Pa ne, pa se si ga zdrka 2 uri prej. Jo, jaz sem glih zdaj govorila z Ne enim. vem, če so dan taki fanti, da si vzame čas za te. Ej, jaz sem govorila z enim sodelavcem glih včeraj na šihtu, imamo take fajne debate in je rekel, da ko je on začel svojo punco hoditi, da je pač ta prvič, ko sta seksala, pa še pol ene parkrat na začetku, da si ga je vedno zdrkal 2 uri prej, tega, da je dalj časa zdržal. In je priznal pa, da zdaj pa se ne, da se ne trud več toliko. Ja, Ampak- to je veliko reče. Meni se zdi, da je Ja. to kar tako nekaj normalnega. Tako da to se da rešiti. Ker recimo, a ne, moj problem, jaz bi izbrala to enkrat na leto, ker če vsakič z drugim, a veš, prvi seks z nekom je redko ful dober. Če si pa z nekom, ki ga imaš res rad, je pa pač več možnosti, da bo ti seks vsaj enkrat na leto res dober. Ki pa ni, pa nadoknadiš z drugimi stvarmi. In ja. Jaz bi raje v bistvu najraje izbrala tle brez seksa. Tako, ne, tako nasplošno v življenju, Nona. ampak te dve izberi sta mi obedve, nista mi, nobena mi ni v redu, recimo, ne. Se meni tudi tam, ampak če že moram zbrati, ajde, to ta druga se mi zdi. Mogoče zato, ker jaz nisem glih fan teh spolnih igračk, pa mogoče zaradi tega. Ker meni sploh na misel ni prišlo, da bi jaz tako enkrat na leto seksala, ostalo bi se pa sama poskrbela. A drugač, To je da mogoče zaradi tega, no. a sploh pol ne masturbiraš pogosto? Ne, ker nekako, ne vem, te igračke meni niso, ne vem. Je kaj pa Jaz sem ročno tukaj enih ali pa vprašanj. z vodnim curkom? Ne, če že bi pol z igračkami, ne bi to Aha. ročno. Pa to, Se ko pravi, imam v bistvu nohte, ti imaš rada moške. Ja. Kako si to zdaj presenečena vprašala? Ni bilo tako, ker Ne maram koze, ne maram ženske, maram moške. Ok, ja, razumem. Zanimivo.
Meni je včasih isto z igračko vseeno. Ko mi pride, sem jaz isto zadovoljna ali z moškim ali z vibratorjem. Ti ne? Pa niti ne, ka meni je fajn, da imaš nekoga zraven, ne vem. Tak. Okay. Ne vem, mogoče me bolj vzbor to, da je nekdo, pač da te nekdo malo dvigne, ne vem, Okay. da te lupčka, da te boža, da te prime, pač ne vem, to meni manjka pri igračkah mogoče. Tega res igračke ne dajo. To... Čeprav imate baje neke napihljive. Sem se videla. Samo te ne objamejo, pa ne lupčkajo. Iskreno, meni se zdi, da smo zelo blizu tega, da bomo lahko imeli doma te robotke, ki nas bodo lupčkali. Si ga inštalirala po tušu. Ja, po mojega bomo lahko kakorkoli uporabljali. Do leta 2029 sem videla na TikToku. Ja, se pa še ta umetna inteligenca zdaj toliko napreduje, tako da... Ma ne, no, joj. Ne. Jaz bom se ful posegala po tem, že videla. Meni bi bilo to idealno. Jaz sem s tabo, jaz imam raje človeka, Jaz tudi. če že lahko izbiram. Ampak ne bom prebolela tega. Rajš pol ne seksam. Imaš dve opcije za seks, jaz izberem tretjo, ki ne obstaja in to je ne seksa. Kaj si hotela reči? Da mi je ta serum, tako ne razumem tega vprašanja. Vem, da si raziskvala, ona je tebi malo pogooglala, ne? In zdaj ne razumem, zakaj je eno vprašanje o seru. Ker je kaj... Ne, ta je čist random. Aha, okay. Ja. Okay. Ta niso tako... pač nisem odkrila nekih ful takih sočnih informacij o tebi na internetu. Tako da upam, da jih bomo zdaj kaj iz tebe izbezali. Recimo to, ali bi se raje odpovedala seksu ali siru? Seru. Jaz si mogla kar malo pomisliti, ampak ja, Jaz na sem ful rada koncu. ser, ampak bi najdla zamenjavo. Ja. Wow, to je meni ful zanimivo. Kaj pa ti? Ti tak nisi toliko za sir, ne? Jaz se lahko obema na tej točki odpovem, jaz sploh ne vem. Jaz bi sem razložila, da sem imela ledvične kamne 2 uri po Nisi noči jih imela. in sem šla na urgenco in so mi rekli, da sem najbrž napihnjena. Zaradi tega danes nisem v najboljši formi, ampak bomo videli, tam čokolada mi bo pomagala. Odpovedala bi se pa in seksu in seru. Če ne Ampak- rabiš. Po moje na tej točki. Ja, ser imam doma v hladilniku, seksa pa nimam doma, tako da po moje, da se lažje seksu zdaj odpovem, kot pa seru. Okay. Prosim, če v komentar napišete, tisti, ki bi se raje odpovedali seksu kot siru. To se pravi, pač, sam da je sir, pa tudi če seksa. Ja, tako emoji mora biti, če bi se raj seksu, date tako kuška, če bi se pa raj seru, pa v ser. Ja, jaz sem se mogla za nekaj časa sir odpovedati, ker sem imela tako težave. Moje prebavanje ni preveč dobro funkcionirala in sem potem dejansko živela nekaj časa brez sira in ni bilo fajn. Ja, ful si seksala in pa je bilo bolj. Ja, sam mi ni to zapolnilo luknje, ki jo je sir pustil v meni. Okay. A bi rajš vedno seksala v tišini ali ful na glas? Uf. Jaz taščo živim. Če bi bilo po moje, bi raj na glas, zato ker se mi zdi, da pač pri seksu se tudi nekako glasovno izražaš, a ni tako? Pač meni je ful gre na živce, da moraš seksati, pa moraš paziti, da si tiho ali pa ne vem, da posla ne škripa ali pa nekaj. Tako da raj bi na glas, ampak ker s taščo živim, se držim tišine. Ker mogli tako spomnim se na njo, tako da... Ampak ti misliš v bistvu najbrž, da se držiš tišine. Ni mi še... Ja, ker ni tako ponavadno. Te tašče, jaz sem 100% prepričana, da one vse vejo. Vse. Ja, naša sigurno. Ja, Naša 100%. razen če je gluha, pač pa ni, ne? Jaz imam tudi spalnico nad spalnico od svojih staršev in jaz si govorim, da se nič ne sliši dol. Mene pa zanima, če se te vibratorji slišijo, kako se recimo sesav sliši. A veš, tudi če ga ne slišiš, čutiš nekaj, da se dogaja. Pač. Jaz sem to testirala. In sem dala pač vibrator na posteljo in sem šla ven. Mama pa v drugo sobo. Ne, ampak sem že tako glavno, pač, če se ne sliši čez vrata, se tudi spodaj štukne. In pač dejansko, razen če reš ful potiha, ali če naprimer hodiš, ne slišiš, če pa bi se res pred vrati ustavil pa poslušal, pa bi določene lahko slišal. Pač who does that, ne? Tako da
Tašče. Ja, sej, ampak a veš, recimo, da nekaj čudnega slišiš, pa reš tako, no, kaj je to? In pol ugotoviš, da je vibrator. A veš, to ni namerno, ampak pač ne veš, dokler ne slišiš. No, ne, vedno strah, ko uporabljam epilator, ne? Ker podobno dela. Ne? In tu pa kjerkoli jaz uporabljam, pa če si imam neko dlako za spult, kjerkoli, ne? Ga imam skozi sabo in pač ne vem. In zdaj sem, ko sem vrteti, ne? Ko sem se zdaj rihtala za na podcast in prav razmišljala sem, kako bi zdaj jaz tu opravičila, da oni vejo, da jaz ne uporabljam seks igračk tam v kopalnici. Pa sem šla, pa sem vrata odprta pustila, pa sem si spula te dlake, tako da pa niso mislili, da uporabljam seks igračke. Zdaj vejo, da ko vrata imaš zaprta, da so pa igračke. Joj. Ne slišiš se ponovadi. Meni se zdi tudi, da se sploh nič ne slišiš. Čeprav se mi zdi, da ko jih uporabljaš, te itak nič ne boli, nič ne slišiš in itak, veš, kam mislim. Jaz ful poslušam. Pa zato, ker sem doma, pa če sem tako, moja sestra živi v istem štuku, kot jaz. In potem sem skozi, pa če sem, a veš, enkrat so se pogovarjali, ker je ona rekla, ja, pa pol tam spreminjati te intenziteto, jaz imam skozi prst na gumbu. Pa če sem skozi prst na gumbu in en del mojih možganov je skozi ušesa na peclih, pa da treba hitro ugasniti. Pa si že dan masturbirala v meru. Ja. Vem, da nisi ti gostja tega podcasta, ampak čakaj. Ker tako imam feeling, da si ti skozi na robu neki tam doma v stiski, sestra, mama. Mogoče vzbolja to, da je na unu. Ne, enkrat je mami glih pa šla gor, ker sem jaz igračko uporabljala. Joj, in je pa dih je vedla. Meni je bilo to grozno. Pa sej vejo, kaj delam, pa kaj imam. Ampak še vse ti ni glih najbolj fajn, da tvoja mami je zdaj glih slišala. Veš, pa ne vem, meni to ni glih fajn. Meni ni nič več akor. Zdaj, ko sem s tato, ko imava pitch pop, ne? To je tako normalno, da jaz ne vem, že ali pozabim, da je seks, ali pozabim, da je teta, ampak v glavnem, tu vse je pol čist navadno meni že, tako da. No, v glavnem se pa strinjam s tabo glede tega, da je fajn, če si lahko glasen, ker meni se zdi pač da daš iz sebe ta meni se zdi, da so orgazmi boljši, če si glasen. Ja. Pač adrenalin nek, ja, v tišini seks je tako, ne vem. Jaz mislim, da z glasovi tudi nek feedback dajo. Ja. Pa tudi, ko bolj se lahko sprostiš, pa če tip je tih zraven. Ja, si ono. Ej, pa vedve drugač, tako, glasovi grejo sami iz vas. Ja, to me zanima. Grejo glasovi sami iz vas? Greh imam razmi. Včasih ne. Včasih mi je pa pravno iz užitka, veš. Ja, ne? Odvisno, čisto odvisno. Dejansko oboje. Če te tako kaj presenet, gre sam ven, ampak ni pa tako, da so vsi ti naši glasovi, da so nekontrolirani. Ne, moji so kontrolirani včasih, ampak mi je ono, pač to moj občutek, ki ga drugače ne znam izraziti. Ja. To si lepo povedala. Ja, se strinjam. Bolj so kot da ne vem, da govori dober je. Boš da mi z vzdihom pove. Kako da se mi tam da v redu, dober je. Ja. Zdaj vidim, da mi malo pojambra. Ja. Pa ti je všeč, če so moški glasni? Ali ti je awkward? Da je preveč glasen, mi ti ni, ker nimaš biti zakejaš, tekaš. Mislim, kvunce imamo imeti razlog, zakaj si glasna, ne? Pač še posebej, če na dolžino, če gledamo, pač. Ja, včasih je razlog, da si malo glasnejša, po mojem mišljenju. Pri fantih pa ne vem, pač lepo, da se izraža, ampak da pa nekaj pretirava, tam je pa ono, da ne pretiravi. A si imela kdaj kaj pretiraval? In kako je to izgledalo? Prav malo razmišljati. Bog pomagi, ja. Daj povej, pokaž! Ne znam. Ampak to je pa ono, meni šlo na smeh, pač to je bilo taka scena, jaz sem ono, oh my god, naj ti že pride. Pa to je kaj, grunt? Preveč, ali govoril prav? Kot da bi ga prav? on prima uriti, ne pa, ne vem, nekdo, mislim, ne vem, kot da bi mu nekdo neki, ne vem, kva delal. Jaz? Pač res je bilo to mač. En trend je na TikToku, ne? Katku, ali trend, ali jaz ne vem, na kateri strani TikToka sem jaz, v glavnem tako neki moški govorijo kao, baby, come here, veš, kaj mislim? Tako neki, na kateri strani TikToka sem jaz, ne vem, veš, kaj mislim? Jaz imam kuharske recepte na TikToku. Neka moška, ki tako ful kao se trudijo imeti globok glas in je tako kukor nek audio porn za ženske. Štekaš? Ja, poznam. Okay? Ampak ta njihov glas, ne, to je meni smešno, resno. To je meni ful smešno, ker oni tako delajo, kukor da bi lev rjovel, recimo, ne?
Tako, Ja. rjovejo, kot psi. Če bi kuža, bi bilo isto. In jaz vem, da je tu drugače nek fetiš, ne? Ampak če bi se to meni zgodilo v zasebnem življenju, tako, jaz ne vem, kaj bi naredila. Da ti tako renčat, nekdo prav začne. Jaz bi pobegnila. Ne, drugače no king shaming, ampak tako. Vsak ima svoje, ampak jaz ne pomem. Ne veš, kako se odzvati včasih na kakšne stvari, ali pa če ti nekdo lajati začne, ne? Ali pa kaj tazga. Tu je v isto kategorijo, veš, da. Ja, če je tako, kot je v tistih posnetkih, je res ekstremno. No, pa veš, ekstremno. kateri Ja, govorim. vem, ampak jih nisem veliko videla, ker jaz grem naprej. Pač Vsak algoritem drugi je posnetek hitro je to. ugotovil, da to mene ne zanima. Okay. Ti si pa poslušala. Ja, ampak zaradi tega, ker mi je tako bizarno. Okay. No, še zadnji icebreaker. A bi rajš gledala neznance, kako seksajo, pač tako v živo, ali pa da neznanci gledajo tebe, kako seksaš? Raj bi gledala neznance, ker sem že doživela to, tako da mislim, da to. Jaz nisem tak človek, da bi se nekaj izpostavila, jaz pač seks spustim v spalnici ponavadi. Itak imam taščo, tako da drugam ne moram iti v kako kuhno, ampak hočem jaz za 4 zidovi, nisem zdaj tako, da bi nekaj javno tudi... Ampak sem pa že videla ostale, ki so vseeno. Delala sem v enem najtu in so spornic snemali tam čez dan, ker sem jaz čistila šank, pa to tako, da sem jih že videla. Je čisto normalno to pol, ne, kad tam delaš. Tako, kot da greš mimo, pa da pospravljajo. Meni je to normalno, mislim, če nimo vseeno, sej ne vem, no, mislim, meni je res to tako vseeno, pač ali se seksaš mi zdaj tle, pač sekse, mislim, če ti paše. Ne vem, jaz sem ful tak. Jaz tu zdaj v bistvu moram me zanima, če bi mi dve zdaj začeli tle seksati, ali pa kar da bi nas spet, da bi mi se kar odločili. Meni je tu drugač ful tako prekršek mej. Ti bi pa kar tle sedela, pa bi bila tako, ja, fantje in punce, jaz sem tle prišla sicer snemat, ampak vi kar, se če vam paše. Rekla bi, da čokolada delam. Rekla bi, do pol 9 imam, ne, do pol 8 imam čas, ali kako že. Ne, do pol 9, Pač ne. jaz si pa, ne bi mi bilo čudno, mislim, ni mi čudno take stvari, pa to, ko se te šmrkovci po avtih, pa vecejih, pa naj se, Bog pomaga, mislim. A to, kar delaš v tem klubu? Ja, pa vsega, kaj vse jaz vidim, pa tako da... Okay. Dobro, zdaj ne v šuter, so prej, ker sem delala v Avstriji, recimo v Najtu, ker sem delala, kaj je to vse hodilo, tako da... Jaz sem to vse navajena, meni je to tako, ni mi tabu tema, no. Daj malo več povej, pač to, kar si nama prej povedala, o onemu tipu, ki je prišel z nahrbnikom. Ja, jaz sem delala v glavnem šanku, glavni šank pomeni, da vsi ljudje grejo mimo tega šanka in oni se tam ustavijo in povejo, kaj bi, ali pride na striptease, ali pride, ne vem, na lesbo show, ali dildo show, ali pa na fetiš sobo, kar pomeni ta BDSM pa take. V glavnem, in en je zmer hodil in je tam pri meni na šanku čakal eno te isto punco. In jaz sem po uro, 2, ni imelo veze in zmer je bil nek nahrbnik. In jaz sem se enkrat hecla, sem enkrat pa kva imaš tle bombono, tako kaj. Ne, in on začne odpirati in mi pokaže in ven privleče 3 metre, tak debel bič. Pol pa še nek, kako se temu reče, ki ga samo rok držiš, pa je tako full teh. Kloger. No, to je imel, pol je imel, ne vem, v glavnem za konje neke, veš, ko jahaš, pa ga zuno pal, v glavnem. In on je plačeval enkrat na teden 1 uro, ne vem, koliko je bilo takrat v Avstriji, mislim, da okoli 900 € 1 ura za te fetiše. In on je tej Ukrajinki plačeval zaradi tega, da ga je 1 uro bičala tam noter in model je prišel ven čist krval in on je bil najbolj srečen človek na tem svetu. Niti ni seksal, niti nič, ne vem, ali si ga je drkal, pojma nimam, ampak vem pa sem, da ga je bičala ko zmešana. In on je sem njo čakal in jaz sem v tem pršanku, what the fuck. In od takrat naprej sem rekla, blej, krčte. Če je vam všeč, če se vi imate fajn, izvoli. Tako, jaz se strinjam s tem. Pa za 900 € ti ne bi šla biča tenka za 1 uro. Jaz bi šla tako. Veš, koliko mora biti to workout za tebe? Že razmišljaš o življenju, stari, kaj delam v šanku, ko delam za 3 ure na mesec, 4, 5, pa biča za 1 uri 900 €, ajde 700, 200 gre v šank, ampak... Sem ni tako enostavno, ker sem jaz delala tu, ne, ta degrading, ne, moških, ampak tako prek online samo, ne, in oni so mene najeli in so mi dali 500 € in jaz sem njih mogla zmerjati, kolikor sem mogla, na polno, ok? Vse možne. Koliko časa? Kolikor so najeli časa, Kaj, ne, pa ne vem, to je ponovadi 15 pol minut. ure, 1 ura, ne. In jaz sem pa se vedno jokala na koncu. A pred njimi ali pol, ko si končala? Ko sem končala, Okay, dober. on se je že tam jokal in pa mu je prišlo. Jaz pa sem se mogla tako ful smejati, pa res vso zlobo dati ven. Pač ful
prvič sem to delala, sploh nisem vedela, ne? Je bilo ful nenavadno, pa sem se pa jokala, ker sem prekilna in sem bila tako, zakaj bi se to kdo počel? Pa Ja, sej, ampak so. sej vem, pa tudi nič ne šejmam, samo mogoče glih ne razumem, ker mene bi užalilo, če bi mi nekdo govoril tako grde stvari, ker sem jaz takrat unmu moškemu govorila. Ne, pa to imaš vsega. Mi smo imeli takrat, jaz sicer nisem nadal v fetiš šobah, ker pač imaš to neke te varnostne pa vse, ne. Ampak sem šla enkrat po telefon dol, kaj imam pozabo in sem slučajno videla pač to sobo. Ampak to imaš vse od tega, da te veže, to imajo bodice, pač to je vse, mi smo imeli pravno čistilni servis, ki je mogel priti, pa dezinfekcija, ker to je bilo in kri in vsega po tleh, pač to ta folk ni normalen. Pač. Ej, ko misliš, da so tvoji možgani pa zdaj malo drugačni kot naši? Ja, sigurno. Po mojem so ono. Po moje tudi. Ne, mislim, kar se tiče teh fetišov, pa tega, ja, ampak jaz pač nisem taka. Imam mogoče kak fetiš, ampak ne teh ekstremov. In tudi, ko recimo folk pride, pač naj ima fetiš. Vsi hvala Bogu, da gre tle na fetiš, ker da ne vem, kva dela, ne. A ni boljš, da plačaš, pa pač naj naredi svoje, mislim. Vse njegov denar ni moj, tako da. Mislim, meni se zdi to čist fair in v redu. In dobra rešitev, če pač nekje ne najdeš neke partnerke, ki bi te tako bičala s temi biči za konja, ker to je po moje, po moje ni tako redko, ker jaz bi z veseljem, sploh za 900 evrov. Če se kdo hoče tepsti, avto se za sepca. Ej, ne, tu se bodo ful javljali drugače. Tu se bodo pa zdaj javljali. Tepemo s Se ti niso še palcami. nikoli javljali ljudje, ki so hoteli, da jim, ne vem, pošljaš kakšne stvari ali pa da ti dajo svojo plačo, pay pigi, vse te stvari. Ne? Meni so se za spodne hlače, za Ja. petke, Ja. za štumfe, za te najlonke. Pa jih To, prodaš valjda večina pol. to. Jaz sem dvakrat poslala, pa ostalo pa nisem, ker sem, si pravim, ker sem šla polo kmetijo, pa to. To je Ja. meni zdaj to razpon 3-4 leta, jaz sem šele bolj v tem, Okay. tak da zaradi tega. Ampak bi pa poslala za dober denar, nosi kar češ. Ja. Sem pa vej, kaj rabiš, In mikser. pol več dni nosiš, ne? Dražje so, ne, valjda. Jaz sem meni to Koliko dni tako bi jih vabno. največ nosila? Ajde. Pač ne vem, jaz iskreno feno, jaz bi po mojem nekomu dala, da jih nosi. Da bi, ne vem, kakšen fuzbalerju, ki ima treninga 2 na dan, šlo da prešvica Po do moje bi konca. moški tu vedel, da niso Ne vem, kaj ženske. bi naredila. Meni se Ja. bi to ogabno, jaz ne vem, če bi lahko 3 dni iste tangice nosila. Ajde Ja. za 1000 evrov, 2000. Mislim, ja, valjda, da bi, če bi se bil tak denar v igri, ampak ne vem, pač pa je že ono, kako si je to higiensko, štekaš. Ja, zato Pač- moraš pa toliko zaračunati, da se ti splača na koncu. Jaz Jaz sem- iskreno s tem ne bi imela nobenih težav. Vsi si čista. Ja, ampak se mi zdi, da po 2-3 dneh bi te že Ja. malo začelo ali peči ali srbeti ali nek. A veš, kaj mislim, ne vem, če bi to Jaz že lahko. 2 dni ne bi mogla. Pač jaz se tako... to še Ja, enkrat lejte, dvakrat- jaz ne vem, kaj naj rečem. Jaz sem to in je bilo čistko. Mi smo nosile, pač pol so imeli različne zahteve, ne? Pol so imeli tudi tako, da jih moraš nositi nogavice samo med treningom, ne? S točno določenimi čevlji in ta komplet jim moraš pol poslati. Tu imajo oni zelo neke ideje. Tako. Ja. Pač bi po mojem dala neke poliester hlače, veš, čez da ja ne diham, živ bok in pa bi šla tam neki tečte. Savno, veš. V savno se da, ja, take fore. Ja. Po mojem bi to naredila, ne vem. Mam je strah tega, teh okuž pa tega, če imaš to 3 dni pa vse to. To me bi edino mogoče. Veš, kaj pa malo. mene strah, da ti DNK pol ukradejo. Ja, Ker tu tudi slino prodajaš, pa tu recimo, Ja, ne? ja. Vse prodajo, pa une stekleničke, zaprla za ne trojni vem kaj. umor. Sam pač, ja, no, ona sploh ne more ni pomislila. Jaz sem enkrat dobila en request, saj tu moram povedati. Fuck, je to illegal. V glavnem, jaz sem zavrnila ta request, ne. Ja, zdaj smo že tle, ne? Ja, pač obstajajo eni ljudje, ki jih rajca, da se čist počas obrezujejo sami sebe. Obrez. Ojoj. Ok? Okay. Smo dojele? Ok. In pol, pač ko pridejo dovolj daleč, ne, potem pa dejansko si eni ljudje sami penis odrežejo. Pač ne tega delati doma in mogoče ker ugasem te zdaj, dokler do konca povem. No, in on je mene prosil, če bi lahko, ker jaz sem imela neke njegove ključke, ne, od deviškega pasu, ne, kaj merkaš. Če mi lahko še v kozarcu pošle svoj penis. Pa sem blokirala in sem rekla, da tu je meni, da jaz tu se mi zdi, ker jaz ne morem. In sem povedala. A si mu to povedala, pa ga pol blokirala? Ja, ampak vem, da je verjetno našel drugo in da si je pa na koncu
To je pa- naredijo take stvari, kaj ne? To mi je pa prav hudo, ker pač to pa, sorry, to so pa sigurno neke travme v zadnji za tem. Pač, ker to ni nek mentalno zdrav človek sposoben narediti. Ker ko ti enkrat to narediš, potem ne moreš več nekako. Nič ne moreš, ja. če nimaš. Pa Pač noč pa več tudi ta mogoče. vrhunc, zaradi tega je malo tako sporno vse skupaj, veš, ker ko si ga enkrat odrežeš, kaj boš. Ni več tega poniževanja, ni več teh ključkov, če nimaš nič, a veš. Ampak tudi je pa čudno, ne? Tu pa je že... Ja, dobro, ja, tu je pa zdaj to so čudno, pa ne? že ekstremi. Jaz, kar se tiče tega rezanja, pa karkoli, tega jaz ne bi nikoli. To, Jaz ajde, tudi. do bičanja bi še šla, ostalo pa ne. Da se neki režejo to z britlico, to pa ne. To je pa meni Ko se tako hardcore. igle zapikajo. To je pa čez. meni ogabno, to je pa meni več, kako bi rekla, ni mi seksualno več, to mi je že mentalno nekaj ne štima. Pač, Ja, malo mogoče včasih pomislim jaz na tako self-harm, ali pa jaz sem se ful posluževala drugač, kakšnih takih ekstremnih praks, ne tukaj ekstremnih, kot so te, ampak tako že, da me je nekdo recimo ful udaril, kadar sem pač imela s sabo težave, ima to smisel? Kadar nisem bila v dobri koži pač. Ne, in pol si kar tako, glavno svašta ljudje počnejo. Zdaj pa imam še vprašanje, kaj so na kmetiji počeli. Ko sem Anjo kontaktirala, je itak rekla, vi tako veste, da je zdaj v kmetiji, ne? In da ne sme tako odgovarjati točno glih o odnosih, pa tako, pa se tu vsi mi vemo, ampak jaz sem pripravila v bistvu samo par vprašanj včeraj, medtem ko sem bila na urgenci. In sicer, moje prvo vprašanje je, če bi lahko z nekom pač iz kmetije, te, ki si bila zdaj ali pa une prejšnje, seksala z nekom, niti ne rabiš povedati, s kom bi? kaj, če bi v kmetiji seks? Ne, Ali tako nasplošno. na splošno. Jaz imam fanta tako, da ne bi ga varala. Ker, Ne, tu ne. če pa ne bi imela fanta, jih je pa eno, par, ki so mi bili simpatični. In lani in letos. Ok, to je bilo prvo vprašanje. Koliko časa pa imaš že fanta? 3 leta. Aha, Oziroma 2 leti pa pol. Drugo vprašanje je bilo, ko se glih o seksu pač pogovarjamo, če je kdo drug, bi s kom drugim v kmetiji seksal? Ja, verjetno, da bi. Okej. bi. Sej so Okej. tudi. Ja, tu v bistvu sta bila ta dva glavna vprašanja, ker porej, da Lucija po vas ne ve, zakaj se gre, ne? Pač jaz v resnici ne gledam kmetije. Pač se bi jok, gledam klipe, pa mi je zanimivo, sam iskreno ne najdem cajta. Kmetija je moja najljubša oddaja. Sploh nismo dan zaradi tega sem prišli, ampak če bi lahko, bi jaz po moje imela vprašanj tako o 1-5 ur o tem, kako je na kmetiji. Pa bi v bistvu ful hotela, da deliš ono, kar si prej delila, s tistimi kobilcami, pa s temi kurami v veceju. Ta s kurami. Lahko to deliš? Lahko to delim. Okay. Nekaj dosti ljudi me vpraša, kako ste preživeli, kako je s hrano. Vsi se sekirajo, kako je s hrano. Ampak to je še najmanjši problem. Mi smo imeli ful kobilc, ful teh ščurkov, ni da ni. To si spal in je kar po te plezlo, pa si sem prjel, pa vrgo s posla. Kukor si ga ven iz sobe dal, naslednji dan je bil spet noter. Si Pač se ista drla? kobilca. Si se drla? Ne, jaz primam pa vržem stran. Meni to ni, ne vem. Tudi pajkov se ne bojim. Sem malo savgabni, ker so oni zeleni. Ok. Kar se pa kur tiče, pa ja, v hlevu je bilo katastrofa higiena. Mi Dixi, ki smo imeli, je imel zadnji pač tako odprto 1,5 metra in so kure hodile pač po tem našem, kako se reče, na lep način. Iztrebkih, na naših iztrebkih. In pol si je videl pa tam na štedilniku, pa take v glavnem. Jaz sem še enkrat zjutraj na WC in tako dom začela lulati in sem slišala, pa. In tako ne. In tako dal pogledam, oh my god, je pet ven. Kaj si pa misliš v glavi, ti, ko se te stvari dogajajo tam? Ja, ne, jaz sem bila na koncu že taka flegma, da imeli smo nalogo potice peč, pa to in smo mogli v hiši to delati in jaz sem mogla tako silo kuhati v hlev. In sem šla sama. In jaz tam dam papriko, dam paradajz, da se prži, kako se reče po slovensko, da se... In grem po vodo dol in pridem nazaj in tako 3 kure ven jejo in sem jih šuc in naprej kuhala. Ja, kaj pa boš? Tako da sem tako naredil šuc. Oh, shit. Tada ful smo bili ugabni. Bi nama priporočala, da greva v kmetijo? Odvisno, kak vam je cilj. Ja,
Meni je bilo jaz sem šla za tekanjem, kaj delati v življenju, ampak Jaz bi šla za zabavo, ker me zanima, kakšni so ljudje, pa kako to poteka. Pa če je smešno, me zanima, ali je grozno. To predvsem. odvisno, mislim, si presenečen nad tem, kakšni so ljudje tako v zasebnem življenju, ker ti tam ne moreš igrati neki, ker nisi, slej ko prej te vidijo. Še posebej se to vidi v higieni, pa v samem tem kopalnici. Ja, najbolj se tle vidi, ali se ti to šelaš, ali se boš zmrzla smrdijo. vodo, ali boš, ja, eni so smrdeli, da haos. Ali se boš ti zmrzlo umival, ali si boš vzel tisto uro, da boš, ne vem, segreval vodo v gozdu gor. Pač ful se tle vidi, najbolj na higieni. Pač koliko imajo ljudje te. Tako kar nekaj hierarhija se pa tako, glede na higieno. Pa niti ne, imeli smo ene budale, ki so pač šle se kopati, porabile vso vodo, ti se pa poljebi, ne. Jaz sem se zmrzla Res? tu šelala, skozi. Okej. Imeli smo Jaz sem pa bojler 50 šokirana, tako litrov. drugače. Jaz vse, kar sem slišala o tej kmetiji od tebe, mi je sam potrdilo, da jaz nisem človek za to. Jaz ne bi mogla preživeti kobilc, ne bi mogla preživeti mrzle vode, ne bi mogla preživeti mraza, ne bi mogla preživeti nehigiene. Ne bi, Težko. ne Mislim, težko spraviš je me tja. pač, ja. Tako da svaka čast, ker jaz ne bi mogla, res. Mene pa iskreno ful vleče v te kaotične situacije v življenju in ne vem še zakaj. Mene to tako privlači, če mi zdaj nekdo reče, če grem v Big Brother, pa meni bi se zmešalo po moje. Poglej me, jaz itak ne vem, ne, kako je mikrofon, kako bom govorila in pa če me tam daš, ampak mene to tako neskončno zanima, kako se tam odzivajo ljudje, ki se mi zdi čisto drugače kot v resničnem življenju. Če gleda to kdo, ki dela resničnostne šove, pa Caro, morate Easy. povabiti. Easy. Kar napište in Lahko se bi bo bil malo Big prespala. Brother zdaj v Sloveniji. Lahko bi bil Big Brother, jaz bi šla takoj Big Brother. Ja. Jaz bi šla tudi. Ja, res. Po Jaz, mojem- jaz bi pa gledala vaju, to pa. Sam tu je pa Jaz sem taka flegma, tak, da mislim, da mene ne bi mogli. Jaz bi po mojem ljudi razživcerala, glede tega, ker mene ne bi mogli oni razživcerati. Ker jaz pač po mojem sem tukaj travmo v življenju že doživela. Da me pravno, jaz sem flegma že 2 leti. pa si kdaj jezna? Ful malokrat. Ful malokrat. Zato, ker jaz v vse situacije, ki se da popraviti, se ne sekeram. Pač ne vem, če dobim kazen policijsko, če se da plačati, briga me. Ne vem, če dobimo opomin, če pride še eno opomin, briga me, bomo že. Če ne vem, kosilo celo razlijem, ja bi ga bom McDonald's naročila. Pač tak, ne vem. Zakaj si se pa nazadnje sekirala, recimo tako? Na zadnje, ko je bila, ne bi glih o tem govorila, ker mi je Ok. bila taka traumatična Ok. izkušnja, ampak nekako najbolj sem se sekirala, ko mi je en bližnjih umrl in je bila korona in nisem mogla preko meje na pogreb pa to. In takrat sem na živce zgubila in vse, in psihiatra, in tablete, in alkohol mešal, to je bilo haos. Tako da me je lani kmetija rešila, no, jaz sem šla pol zaradi tega na kmetijo. Hey. In pa sem flegma, ker sem videla, kva se folk sekera za neke stvari, majca se mi je zmočila čez noč. Ja, in dej sušiti jo, dej pizda pa nak bod, kaj je problem, mislim. In od takrat sem flegma. Kjer dober mindset. Ja, drugače res, pa ti v bistvu ni tako skoraj zveni, kot da ti res niso problem tako vsakdanje stvari. Se pravi, ne, jaz se ne sekeram se, pač res, če zamudim, recimo zamudim, pa če je gužva na cesti, kaj naj naredim, naj preskočim, mislim. Meni je tudi tako všeč, drugače. Pač ne vem, Res, kaj to- naj. Kaj sem sekerala, a veš, pač, ker ne bo nič boljš. Pač, zdi se mi tako, da so ljudje ful preveč živčni dan danes. Pač. Ja, saj je res to. Tako se mi zdi, da vsi neki reagirajo. Tudi tako, Ja. kot sem te jaz videla na televiziji, recimo. Vsi pač skozi reagirajo na neke bombončke, ki jim jih mečejo. Ima kuhaš kosilo, tam si, jaz sem pa lepa, pa sem jaz, to sem fantastično, polave se je zdelo, to da veš. Mislim, da rabimo več takih. Mislim, take energije tako. Problem je, ker folk se preveč obremenjuje dan danes in pač, ne vem, recimo Tjaša, njej je teh 50 jurjev tako glavo stopilo, da ona tu hoče, da je pozabila na vse. Jaz sem polna, pa če ti grem na živce, vrš me ven, pa se imaš vsak teden kamenčke, pa mi dej kamenček, kva mi tle ne moriš, razumeš? Ali pa Maja, ki je rekla, jaz te ne mam več poslušati. Ja, dej mi kamenček, kva bi rada, se imaš možnost. Ej, pa greš ti res njim na živce. Ja, Maji sem šla kao ful, ampak ona tam tega ne pokaže, jaz to pa na TV-ju vidim, da ona imela čist proti meni. Ampak je vseeno, pač jaz takrat nisem začutila, da bi ona, ne vem, neki proti meni imela in meni bo čist fajn. Pač to, da je ona zraven mene trpela, kaj naj naredim, če nisem vedela. Meni je važno, sem jaz v redu, briga mene, če je ona v redu. Fejt domov, če ti ga ne paše. 10 od 10.
Res. Jaz sem kar malo inspirirana bila zdaj. Pač to, kar si rekla, če se nekaj da popraviti, zakaj bi se sekiral? Ker jaz sem se nazadnje sekirala zaradi tega, ker za vikend smo bila z Janom zmenjena, pač en dan sva bila pri njemu, ker sva šla v njegovih koncih nekaj pomagati se seliti. Naslednji dan bi mogla iti pa na Bled in sva imela plan, da grejo v soboto zvečer k meni že, da prispijo pri meni, da bomo bližje do Bleda pol. In potem sva bila zvečer pač utrujena in nisva šla večer tja in meni je bilo konc sveta. Pač meni je to toliko, jaz sem tako, ja, zdaj pa zjutraj nisva šla nič v trgovino, nimava nad zdaj za jesti, kaj bova zdaj jogurt za zajtrk pojedla in jaz sem bila čist, meni je to toliko zmotil, res prav, imela sem uničen pol naslednjega dneva še, za brez veze. Recimo, da bi ti medved danes cancelale podcast. Me bi rekla, Anja, lej, tle si ti zdaj prišla, ampak me nimamo časa za te, nategnile smo te. Ti bi rekla? Rekla bi, po boju, kaj imamo drug terminal, pač ste skenčale zavedno. Sem to, da vem, Če kjera legenda je bila ona, mi da sva tle danes bile mal neprofesionalne in sva ful, pač tle še pripravljale se, ona pa prišla in bilo tako pač, ko se bo začel, se bo pa začel. Ja. Sploh ni bila nič pod stresom, živčna, prav če čudovito. se bo zavleklo, pač, sej ne bo noben umrl brez mene. Pač, moraš biti tak, drugače nikamor ne prideš. Pač, ker pa imaš sem sekerancijo. Pa imaš otroke, pa imaš in svoje sekerancijo, pa imaš pa, ne vem, je dobo 3 v šoli, a Bog pomaga, no, važno, mislim, sem da gre čez, da gre v drugi razred, koga briga skupaj. Sam, da ni ono debil največji, stari moj, razumeš, da ni ono kritično. Pač, tako moraš razmišljati, se mi zdi, ne vem. Meni se zdi to. Jaz sem tle zate pripravila še fulnih vprašanj glede OnlyFansa, ampak sem se spomnila, da mi da sploh nismo intimnega kotička naredile. Tako da, Mi smo se zaklepetali, ampak se mi zdi, da tako pač je pri podcastu, še sploh, če imaš prvega gosta, pač se zaklepetaš, ko se ne vsak. Zdaj mi pa povejte, vi, ki ste tle, a spustimo danes intimni kotiček, pa ne? Bomo imeli intimni kotiček, pa nadaljujemo z vprašanji glede OnlyFansa. Okay. In danes bomo mi dve v bistvu tebi predstavljali, pa tudi gledalcem. V bistvu bomo tekmovali, bomo kratko naredili, ker drugače ne bo zabavno. Mi smo tla na ista kavča in tu zdaj tekma igračk. Jaz bom predstavila, kaj sem jaz probala, ona, kaj je ona. Kaj bo pa pol Anja povedala, kera je boljša igračka ali kera je boljša od naju? Kaj mora tukaj probati? Ne, sem tako, kar si misliš. Če ti bo mogoče kaj zapasiti, če boš bila tako, ker ti si rekel, da nisi nek fan igračk. Kaj pa sploh imaš drugače ti? Mislim, pač, verjetno si kaj probala pa ugotovila, da ti ni. Ja, sem imela te vibratorje, pa se to me še nekako najbolj. Jaz teh ne znam, veš, kaj so te stimulacije, štega tavčka pa to. Teh ne znam, ali pa ta finger, ali kaj je bil, kako že, kaj je bil. Na prsni vibrator? Ja, na teh, ki so pač pravno na te neke točke, tega ne vem, ali ne znam uporabljati, ali kaj v glavnem. Hočeš reči, da si bolj za basic stvari. Za basic, ja. Ampak tu smo vse, kaj ne, tako imam feeling, da pač vibrira in je super. Imam jaz vprašanje. Med seksom, kaj ti bolj paše? To se pravi, te paše prav ta penetracija, ali ti bolj paše oralni seks, ali ti paše stimulacija, ne vem, s prsti na klitorisu? Ne, meni prav paše tako, to prvo, kaj si rekla. Pač najraje imam seks, ne maram tako oralnega. Kaj se mi zdi, da fanti tega nekaj glih ne znajo in jaz res nimam časa ga tam usmerjati. Pač veš, vsi reče, pa se mu poveš, ne, nimam časa, jaz nisem taka. Prid sem gor, pa ga daj not pust me, ne truce. Ne vem, ne morem, nimam te potrpljenja s tem, da bi jaz nekoga učila zdaj. Tu pravim jaz. Pač na roci na leto, eno umetno pa vad, pust me, eno umetno. Ja. Jaz si drugače tokenih navodil na internetu, da pač. Ampak pomoč pa še vse se pozanimati pri baby, ker pač vsaka ima malo drugače rada, ne? Osnove imaš napisane, pomoč pa prilagoditi. Ampak če hočeš, da ti bi raj pred igro pa spustila, v bistvu, če jaz razumem prav. Pa ne, mogoče imam jaz raj pred igro tako, da mogoče jaz bolj delam. Pač to mogoče. Meni je všeč, da jaz napalim fanta, pač ne vem zakaj, to mi je dosti boljš. Da sem jaz ona, ki malo več dela pred igri, jaz res ne rabim kaj dosti. Tebe to napali. Jaz ko radim potrebno ne rabim nobene pred igre, ampak mi je pa bolj, da jaz fanta bolj oralno pa to. Ne vem, zdi se mi tak, ne, meni je to všeč, ne vem, kak bi rekla. Pač, to mene pa eni strani tudi vzborja. Da je fantu všeč, ker jaz delam. In tu bi ta ful dober in ful se samozavestno počutiš in ful ti cool. Ja.
Pač ja, mislim, itak nim kaj dost znanosti, no. Jaz sem bolj pasiven človek, pač ne. Jaz bolj tako čakam, pa se odzivam. Ti pa tako, ko si zdaj povedala, bolj asertiven. Jaz bolj začnem, jaz sem bolj ona, se mi zdi. Ne vem, ampak meni je to fajn, jaz sem rada, da je bolj predigrana to, da jaz se usmerim na fanta. No, na mene. Pa tudi, ko orgazem doživiš s penetracijo orgazem. Ja. Ok, pa razumljivo. Čakajte, zdaj imam. Čisto enostavno. Je to. Doživeti orgazem samo s penetracijo. Ja. Se ti skoro zgodi. Ja, ne vem, zato ker pač jaz, ko grem v spolne odnose, jaz sem že tako čisto zborjena, jaz ne vem. Pač jaz ne rabim nobenih dodatnih, res ne. Pač ne vem, jaz sem mokra ratam in to je to, pač. Ne, ful dober, Pač čisto res, meni razumljivo. včasih sem en bivši mi je rekel, pa hva si tako mokra. Pač res, ne vem zakaj, ampak jaz, ali pa ne vem, ko gledam kak film, pa da je kaka taka scena, jaz takoj mokra ratam. Upam, da si ono tipu rekla, Kateriku, zakaj si tako mokra. Drugače nisem zaradi tebe, da ne boš mislila, jaz pač sam taka sem. Ja. Jaz se hitro napalim, da si ga mal. Jaz sem po naravi, sem bolj vlažne sorte. To mi je ful zanimivo, tako. Ti si isto tako. Ne, lih to, po mojem nama je zato tako zanimivo, ker midve so pa take, da raba stimulacijo klitorisa za orgazem. Pač to je glaven način, da nama pride. In jaz recimo še nikoli sploh nisem vaginalnega orgazma doživela. Ti si ga, ampak... Ful s težavo. Ja. Mučila sem se. Mučila. Tako da to je, ker tudi recimo, ne vem, če veš, ampak ti si v manjšini, pač manjši procent žensk je takih, ki lahko samo s penetracijo doživijo orgazem. Tako neke raziskave pravijo, da okrog 20-25% samo. Tako da si God's favorite. Ampak ful dober. A veš, zato sem te to vprašala, ker pol mi je jasno, zakaj ti tudi tok ne paše pol neke te vibracije na klitorisu, ker pač ti si bolj ta vaginalni tip. Pač jaz mislim, da če jaz vklopim kakršnekoli vibracije na moj klitoris, to bo trajalo po minute in konc. Ampak ni to v redu. Ja, nekaj razbila, da to traja. Aha, okay, Pač ne vem, razumem. no. Vsem po mojem pač pride tudi med samim seksom pač do tega, da je ščegetavček Itak, razražen. ja. Ker ti menjaš poze, pa tudi če se ne vem, če si od ozadji se posla ali pa nekaj, a razumeš, po mojem, jaz tudi rabim to, ampak ne občutam tega, pač ne dam pa prav igračke tam. Če boš danes tako kdaj videla, da te jaz ful gledam intenzivno, je to zato, ker si že toliko zanimivih stvari povedala, da jaz preden sploh lahko nadaljujem z naslednjim vprašanjem, moram tu v kontekst postaviti vse, kar govoriš, ker se mi zdi, to sem ti mogla povedati, ker sem prav opazila, da sem zdaj tako tenala. Ok, zdaj pa na vrsti intimni kotiček. Ti boš prva. Bom jaz začela. Jaz sem danes s sabo prinesla masažer. Tole je orožje že. In sicer, jaz bom čisto iskrena. To je, zgleda kakor originalen Magic Wand od Hitachija, ampak ni. To je, Hitachija pri nam v Sloveniji sploh ne moreš dobiti. Ne vem zakaj. Daj ti to naštudiri, kako to Slovenijo dobi. Daj bo ti prvi uvoznik za Slovenijo za Hitachi. Zdaj bo ona rekla, jaz imam to doma. Ampak, ker tole pa My Magic Wand, ne, je drugač. In jaz sem pričakovala, da bo ful bolj močen. Jaz bom to imela doma na kavču in jaz se bom s tem skozi masirala po vratu in pa bom še kdaj tako malo spodaj se masirala s tem. Pa meni iskreno za po vratu so mi čist preveč čipke vibracije. Daj vključ pa, da je za probat nam. Ja. Nimaš tako tam nek štek? Ne Ko vem. lahko tako malo? Lahko? Saj samo za sekundo, da si samo predstavljamo. Joj, Sara, si zdaj zakomplicira. Kam gre to klopi? Sorry, ne rabiš, Lucija. Mogoče tam zadnji, Ne rabiš, lahko kar govoriš naprej. Jaz si samo ne predstavljamo, če jim pol govoriš. Ne, ko si si tako bom- rekla. Ja, ampak kaj, to je pač prav tudi namenjeno za povrato, ali to, če kdo Pač pride za- v spalnico, kam. Ful dobro vprašanje, ful na mestu, ker zgodovina tega vibratorja je taka, da je bilo to včasih, so prodajali prav za masažo mišic, za športnike. In to je proizvajal ta Hitachi, pač, to si že slišali za to Ja, ja. firmo. In prav cel namen marketing je bil za masažo mišic. Pol so pa to ženske ugotovile, da je ful fajn na klitorisu
in so začele uporabljati za masturbacijo. V New Yorku je v 60-ih, 70-ih letih Betty Dodson vodila delavnice za ženske o tem, kako to uporabljati za masturbacijo. Okay. Ker recimo to je ful močna stvar v resnici, pač v originalni. In zaradi tega so recimo imele kakšno deko ali pa kakšen polšter vmes. Skratka, one imele te delavnice, ženske so prišle in se naučile, kako se to najboljš uporablja. Pa je bila pa fora, da Hitačiju ful ni bilo všeč, da se njihov produkt uporablja za masturbacijo. Tako čist narobe jim je bilo. In na koncu je prišlo do tega, da so oni umaknili svoje ime iz tega produkta. To se pravi, ni več Hitachi Magic Wand, ampak je samo Magic Wand. In to je v bistvu tako tak OG vibrator. In je tako pol nastal milijone njih fejkov in v bistvu zdaj se temu reče masažni vibrator, masažer, glede za tega, ker je pač so včasih za masažo uporabljal. Tako da kamot uporabljaš tudi za masažo mišicam, ta specifično meni je premalo močen. Recimo od Lelo. Lelo ima oni imajo pa ful dobrega. Tisto pa take močne vibracije, pa cel je silikonski, kar mene pri tem moti, ker ni silikonski, tudi ta glava. Pa če smo kar rekla, ne? Ja, valjda. Na škatli piše, da je to kao silikonsko, pa ni. Pač tole ni silikon gor, pač nisem jaz po vodi preplavala, to je neka plastika. In se ful tega ne da tako dobro spucati, tako da jaz imam pol tale nastavek, da ga dam gor, ker je silikonski, a ne? In pač to pa lahko očistiš in pač jaz tega ne bi nikoli naslonila na moj razgaljen klitoris, ker meni to ni čisto, tole pa je, tako da pa lahko uporabljaš ta del ali pa ta del pač za noter. Kar je pa ful dobro pri teh vibratorjih, je pa, da imajo milijon različnih nastavkov, po katerih se potem te vibracije prenesejo. In s tem nastavkom, pač ker jaz sem bila pol malo razočarana, ker sem probala to na mišica, pa sem tako, to ne vibrira ful dobro, ampak sem tako, da jim bomo dali priložnost s tem nastavkom, da vidimo, kaj se zgodi. Ful so take globoke vibracije in dejansko je za klitoris ful fajni, pa za G točko, pa še fora je bilo v tem, da ker sem jaz to prvič uporabljala, sem imela jaz menstro. In jaz sem pozabila, da imam jaz menstro in jaz sem imela menstrualno skodelico noter. In jaz to tako uporabljam in jaz mislim tako, wow, kako to dobro pritiska pač na mojo G točko. To je tako perfektno zdajle. In pa končam in ugotovim, da mi je zaradi tega, ker je bilo glih med menstrualno skodelico, pač ko je bila menstrualna skodelica, tako je bilo to pa moja G točka je bila tle. In je potem zaradi to menstrualno skodelico tako dobro pritiskali. Ampak ja, tako da se da tudi s tem uporabljati preverjeno, pa nesreči. Pomaš pa tudi take nastavke, kot je, ne vem, masturbator, ali pa za analno, ali pa za klit, pač ful, pa take bunkice, pa res vse sorte dobiš. In to je, kar je meni ful pri tem všeč. Tako da ni glih za masažo mišic, ampak za tam spodaj je pa ful fajn. Je pa tako taka masivna reč, obstajajo prav taka držala za to igračko, ki je tako taka, kot za kakšen mikrofon, samo da se premika, zato da si jo sam naštimaš. Recimo, če hočeš imeti Kako si to dala tako dol, verjetno, ne? Pač nastavek. Za forsirane orgazme. To se pravi, da te zvežejo na poslo, recimo, pa ti to naštimajo in potem ti tam sam prihaja. Ali pa da to lahko obstaja to taki, da se na nogo preveže to, tako da imaš na nogo prevezan in potem ti to drži na klitorisu. In zaradi tega, ko so take vibracije, pač ne moreš si pomagati, da ti ne prihaja pač en za drugim. Tako da, tale je tako, ni za vsak dan, niti za vsak drug dan, ker je pač, ne vem, meni je to kar malo preveč, meni je to preveč zadržati. Ampak vam dam še za probat, pač, pa samo 3 nastavitve so, pač te intenzitete. Moj masiven, tako. Jaz iskreno, ko vidim to mašino, kar ne vem. A ja, meni je to dovolj močno, tako če pomislim zdaj, Pač sej je, pač drugače za... Na klitoris je ful močna ta zadnja nastavitev. Sam probi na rameni. Je to močno, meni se zdi, Če daš na ramena. Ne, to ni pa neč. Aha, bi moglo prav nabijati v ramo, ne? Ja, ampak ko so recimo pač, kot sem rekla, od Lelota je ful bolj močen. Tistim sem si jaz na šihtu včasih, ko so me mišice bolele, sem si ful dobro zmasirala. S tem pa ne. Čakaj, to je najjače, kar lahko. Ja. To je ful. Evo. Jaz bi to nabila 15 sekund. Ja, jaz isto. Ja, se ne vem, če sem ga sploh kdaj na največji uporabljala, ker to je pa res... Se pravim, 15 sekund, ampak meni pač glih to je fora. Jaz bi rada, da malo to rajo, ne rečem, da ni fajn, ko ti pride, ampak da pa 15 sekund, ker bi to meni naredilo, je pa malo. Jaz te razumem, jaz sem tudi raje, da malo traja. Pač malo, da je da ti ni takoj.
Ja, ne, jaz sem drugačna, jaz imam rada, da mi takoj pride. Moraš si živčen, ko moraš nekam iti za epizodo, da mi pa ne Pač pride. ja, ali pa tako vmes, pa ker si jaz ful uporabljam tako načrtno masturbacijo, ne vem, če je to normalno. Ne zato, če sem potrebna, pa tudi kdaj, ampak večinoma, recimo, če sem utrujena, če se moram pomiriti, če, ne vem, če bi neki pa ne vem kaj bi, pa sem nekaj rabam, če sem lačna, če ne vem, sem dolgočasena. Veš, kaj mislim? Če si budna, če Ja. povzamemo. Ja. Ja, razumljivo. To se Jaz pravi, moram a pol... povedati nekaj o Ja. tej čokoladi, preden predstavim ta svoj produkt. Da sem jaz tako zašvicala, da če bi lahko pokazala zdaj. Jaz ne vem, jaz sem tudi malo. Sicer ne čutam, ampak. Sicer ne vem, ali je tudi tako, zato ker je Anja govorila tako stvari, take juicy, ampak jaz, mislim, se tu največ ni, glavnem, jaz sem zašvicala in zdaj bomo videli. Tu je igračka, ki jo nosiš kjerkoli in jaz sem jo prvič probala v službi, ker me je strašno zanimalo in jaz sem velikrat jaz sem velikrat v službi, meni je bilo strašno dolgo čas delati v sex shopu, če sem čisto iskrena, ne? Sem že mislila, da si v kakem merkatorju. Ne, Ki ne, je na ne, blagajni. Mi smo bile sodelavke. Ja, ampak v trgovini nisi ti z mano delala, ne? A v trgovini si to nosila? Ja, zaradi tega, ker sem jaz pač edina moja misija je bila tu, da jaz probavam te stvari in sem si jih kupovala in pač jih probavala, ne? In tu imaš lahko tam in tudi imela sem in se ne slišim, pa malo probaš, da vidiš, ne? Tako da tam sem prvič probala in so mi te stvari ful všeč. Te, ki jih lahko tako nosiš, ne? Tu vse razumeš vse, ne? Ja. Ali moram kaj razložiti? Ne. Moram komu kaj razložiti. Pač daš Ja. tako noter, ne? Tu daš tako noter in tu je pa tako na klitorisu. In s tem lahko tako hodiš okrog in greš kamorkoli. In meni je to v resnici ful dober, zaradi tega, ker mi je kdaj dolg čas. Tako, kjer nekje ti je dolg čas ali pa kam greš in pol pač si moraš malo podpestriti. In mi je super. Kaj me tako gledate, to ne Jaz navadno? razmišljam, kje bi bilo meni tako dolg čas, v kateri situaciji, a veš, Ne meni je dolg rabiš čas- včasih še malo neke mentalne stimulacije, da zmoreš iti čez dan, recimo danes v službi. Pomisel. Jaz sem ne vem, če bi glih to, ne, v šanku, ne. Glih to razmišljam, sej pravim, da razmišljam, kje bi jaz to, da mi je dolg čas, ali pa da sem glih lačna, pa ne grem na sendvič, bom rajsi zarinila not malo. To oboje naenkrat. A greš na Jaz pa sendvič navadno ja, sem ja, z avtom, ja. tako da med vožnjo pa ne vem, če je glih pametno. Ja, če si ti una, ki ti prhaja na G točko, ne bi ti zihar s tem. Meni ne, tu je zame predigra. Tu meni nikoli ne bi s tem prišlo. Tudi ti na klitorisu. to Ne, naredila. ne. To se ti imaš tam sam noter za Ja, dodatno. in s tem mi nikoli ne bi prišlo. Ah, Razen, ok. če je tu edina igračka, ki je napolnjena doma, pol si tudi, pač lahko tudi sem tako jo uporabljaš, ne? Mhm. Tu je edino, ampak tako za vznoter mi ne bi prišlo, mi je pa ful dobro, ker se na telefon lahko upravlja in noben več ne ve in pol se rišeš tako črte gor dol. Ja, jaz sem res ena izmed unih, ki včasih si kupijo pari, se mi zdi to igračko, zaradi tega, ker tako, joj, mogoče bomo kdaj kam šli, ne, s tem. Ampak ne, jaz sem pa prav ki gre kam kdaj s tem in enkrat sem spoznala enega deda, ki je v bistvu živel in je prišel in je isto kupil v trgovini en analni čep in on je rekel, mene to tako sprosti. Jaz pač čez dan, jaz moram nositi ta analni čep, zato da sem jaz sproščen. In jaz ga kind of malo razumem, ne nosim vsak dan sicer tega, ne pa teh stvari, ampak ga pa razumem. I love it. Ja, Sam to bom rekla. Navdušena sem. ja. Misliš, da me lahko zdaj za nazaj iz službe odpustijo? A si predstavljaš tako, da gledajo na kameri in tako Sara je sam tako? Ne, ni bilo nikoli tako, zaradi tega, ker imajo tam uno kabino za preoblačevanje. Ja, ampak tako veš, da si na telefonu risala vzorčke si. Jaz sem si že v kabini naštimala vzorc, ki ga jaz hočem, pa sem šla pa ven. Ne, mogoče bi ti dal povišico, ker res iz prve roke zveš, kako je to, veš, kako Sej prodajaš. Sej Mam to- bi rekla, lej, ta je pa dedicated, ne. Saj to. Ja, Moraš vedeti, kaj prodajaš. to je bilo dejansko tudi namen za tem. Ja, zdaj moraš pa povedati, me bomo tako Ja. dale in zdaj boš ti povedala, katera je zmagala. Kira te prepriča? Neka sta obe roza. Če bi mogla zdaj eno kupiti od teh, katero bi? Uf.
Po mojem tvojo, ker je malo bolj diskretna. Ta je res mašina, ne? Ja. To ne vem, če Fair. lahko ti tašči objasnila, unga bi še lahko tega, ne? Ja, tu bi lahko si Ona nekaj mislila, da je to izmislila. kako dralnik ali pa neki. Pa, a veš, to bi lažje objasnila. Za mišice pač. Ja. Čisto enostavno. Zdaj ne veš, kaj bi mi bilo bed, da prijem pol domov in taš tam se masira. Jaz pa en dan prej. Ne. Po mojem tega, kako je lažje tako umakniti na... To je bilo meni zdaj full awkward. Ja, to bi bilo kar awkward drugače. Ne, govor, moj tašt je prvi izvedel za moj OnlyFans, je poslal članki žurnala. In kaj so komentirali? Jo, jaz imam ful vprašanj, glede OnlyFans, lahko kar začnemo s tem. Zdaj smo pri tem. Ja. Kako si sploh se odločila, da boš imela OnlyFans in ja, kako so reagirali potem? Pač jaz sem se odločila za OnlyFans, zato ker sem to prvi slišala tako pred kmetijo, pa pol na kmetiji lanski. In sem rekla, zakaj pa ne bi jaz malo dodatnega denarja, takrat je bil glih, kaj je bil oktober, pa sem rekla, zakaj ne bi malo zaslužila. Jaz nisem vedela, niti nisem tako poznala te platforme. In jaz iskreno povedano sem na začetku mislila, da je to varianta Playboy, kakor je bo včasih revija Playboy, da je to zdaj pač neka internetna oblika Playboya, varianta seksi perilo pa take. In jaz sem pač si šla na Shein naročiti te neke kostume, malo to, kaj bi jaz imela, neko vizijo sem imela, ampak nikoli pa nisem hotela se več kot tople slikati. Nikoli nisem imela tega sploh v mislih in tudi danes tega ne delam. In jaz sem pač s tem začela in folk se je začel pritoževati, da kaj, to je to za ta denar pač. In jaz Koliko pa računaš? Jaz sem imela prvo 30 €, ampak pa zdaj imam 16, zato ker pač ne moreš računati 30 € za nič, dejansko, pač tako. Pač da ne pokažeš. Da ne pokažeš Spodaj brez. Spodaj, ja. Da, pač jaz sem res imela sem topless, pa še tu sem imela ponovadi roko čez ali pa neki. Res mislim, da sem ena ali dve slike moje, da se res pač topless. In pol so mi začeli folk govoriti, pohaj, une pa, da je misanskega moškega, una si jo pa tam samo zadovoljuje, pa ne vem kaj. Jaz tak ne, no. Please ne. In pol sem dobila pač par teh posnetkov teh znanih Slovenk, ki si res, one si pač, to je kar hardcore pornografija. In sem pa ono, ne, to ne. In sem znižala pol na 16 €. Pošteno, Si pošteno. ugotovila, da, ja. Ker sem pol telesa, naj bomo. In nimam akcij, ne bo akcij, ni črnega petka. Ja. Tako da, če kdo vpraša, ni akcij, je standardna cena. In pa sem nekako to začela in meni je to šlo ful dobro. Jaz sem dobila takrat, ne vem, 13 € v enem mesecu. Pa sem za to. Zdaj sem pa malo prekinila, zato ker sem šla spet na kmetijo pa vse in pripravljam nekaj drugega. Zdaj za Božič bom ven izdala, oziroma malo pred Božičem. Ampak bo spet največ topless, tako da sorry. Ja, ne, super, mi se tudi tu veselimo videti, bo božično obarvana tematika. Ja, bo Božično obarvana Okay. tematika. Ja. Tako da ja, no, ampak tako je bilo pa fal fora, da je takoj, ko sem jaz objavila to OnlyFans, je žurnal napisal članek in meni moj pošle, kaj je njemu fotor poslal, kao, moj fotor je poslal, da si na OnlyFansu in sem mu rekel, da kao, da se samo v kopalkah slika. Upamo, da ni šel preverati, ne? Ja, mislim, da ne. A ti vidiš drugače prav, kdo je tako človek? Ne, ker imaš lahko nickname. Aha. Ampak, mislim, po mojem, on ni tak, mislim, da ne bi, zato tega, ker ima, veš kako vem, zato ker ima računalnik dol v jedilnici in ga ima ta tašča skup, tako da zmerko na računalniku je dol v jedilnici in za njim je dnevna, ker tašča gleda TV. Tako da ni, pač res ne predstavljam si, da bi on njega sploh kaj tega zanimalo. Ker so tudi malo bolj tak, kako se reče, konzervativni. Tako da niso tok na tem, se mi zdi. No, tudi moj ni, recimo, ni tok, kako bi rekla, o tem, da bi neki sprobaval v seksu, pa to je bolj tak konzervativen. Tako da je. Si ti konzervativna? Pa niti. Jaz rada probavam nove življenje. Mislim, konzervativna. Dost sem konzervativna, ampak mogoče bolj ne toliko v spolnosti, mogoče bolj v politiki in teh zadevah. Ampak drugače pa rada probavam nove stvari. Sem jih ne znam vseh, no se vidi. Po mojem bi jaz rabila nekoga, da pride na dom in mi to še pokaže ali pa neki. To bi mogla začeti kot ta prver včasih, ki so kazali. Pač honestly, povej zdaj. Ja, drugače, jaz zdaj delam delavnice o seksu in seks igračkah, kjer ljudem razložim vse, kar rabijo vedeti o tem, kako se seks igračke uporabljajo. Malo tudi o zgodovini, o različnih načinih uporabe. V bistvu sem bila glih zdaj
v službi sem imela testno delavnico in so bili ful dobri odzivi. Tako da spremljajte na mojem Instagramu za več informacij, ker bojo kmalu te delavnice povsod. Pa to je fajn, kaj mogoče tako tudi, kaj so te bridal shower, kako se reče. Drugače nisem tega sem začela. Mene so punce povabile na dekliščino, da Ja, prijem to manj tega manjka, ker pač res jaz tudi recimo, da gremo v sex shop, ker jaz včasih to spodnje perilo pa to kupujem. Ne kupam oziroma niti ne gledam, ker ne znam uporabljati, ker ne vem, kako, ne znam, mislim, Ja. tam je tako tukaj igračka nobene ne poznaš in zdaj kar eno zbrati, pač še vseeno niso, zdaj po 5 evrov so še vseeno daš nekaj denarja in bi rad imel to izkušnjo, ampak ne znaš, pač ni, pač težko sem navodila za uporabo brati. Pa je pol preveč izbere, pa se kar malo zgubiš. Ne? Ja, in pol pač ne kupiš, ker si, kaj bom jaz to pa ono, in pol se držiš nekega standarda teh vibratorjev, pa tega se mi zdi, no. Ja, no, evo, zato imam jaz zdaj to. Pa delala Ti sem imaš več kot 3. mašino. Jaz imam mašino. Pa ne veš, kaj delala sem več kot 3 leta v sex shopu in pač jaz imam zdaj res naštudirano, kaj je dobro, kaj imajo tudi ljudje radi, a veš, pač lahko iz osebne izkušnje svetujem, lahko svetujem iz tega, kaj je priljubljeno, kaj so drugi rekli, da jim je kul, ker pač tudi ni vse vsem kul, ne, sej jaz lahko itak svetujem, pa tudi pač vedno vprašam, a ne, zato sem te prej sprašvala, kaj ti je všeč, ker pol ful lažje svetuješ, ko vidiš, kaj človeku sploh nasplošno kul, da ne priporoča zdaj nekaj generično, ker potem boš ful več možnosti imel, da zgrešiš. Tako da, ja. Boš prišla enkrat, te bom enkrat povabila na delavnico. Jaz drugače nisem tako, veš, ko delamo v tem, ne, in pol kar misliš, da je vsem ljudem vse jasno in vse normalno. Ampak pol pa slišim, da je ful potreba potem, da bi jim nekdo razložil, kako se seks igračke uporablja. Ampak ti preden si tu začela, ziher nisi vedela, da bi ljudi zanimalo, da jim nekdo razlaga. Ne? Pa jaz dokler nisem šla na te dekliščine, pač meni se je tam porodila ta ideja, da bi sploh s tem začela, ker so one prišle na to idejo. Mislim, jaz sem že prej o tem itak razmišljala, ampak pa, ker sem dejansko videla, koliko jim je kul, pa koliko sem jaz v tem uživala, sem pa začela res bolj delati na tej ideji. Tako da. Ok, viš, kaj me še zanima. Kaj je najbolj taka zanimiv sporočil ali pa prošnja, ki si jih kdaj dobila na OnlyFans in pač kaj si naredila potem s tem? Pa imaš svašta, imaš na OnlyFansu, to je dobro, ful veliko ponudb sem dobila, če se v živo dobivam, ne, ker tako, če imaš OnlyFans, potem očitno tudi hodiš okoli, pa seksaš z vsemi. Tako da, to so bile te ponudbe, pa recimo, najbolj grozna ponudba mi je bila, ker so, ne vem, recimo se snemaš, kako lulaš, pa govoriš moje ime ali pa kaj tasga. Pač kukaj, da po njemu lulaš, sem da ne, pač. A pa bi mogla prav se snemati, prav urin, ali sam? Ja, prav ono, kako gre iz tebe. Ja, I did that, iz več zornih kotov in to meni čisto normalno. Ampak ne da greš na WC, da pač ne si daš lavor ali brisačo ali potuš ali neki in se to, recimo, kukaj potuš, evo, to je najbolj taka bila. Potušam, da se snemaš, kako uriniraš, potušam, poklekneš kao in kao, da moraš urinirati in on si predstavlja, da on spodi ležel. Pa to bi dala še telefone pa v vrečko. No, to je ena stvar, ki sem jo zavrnila. Ne, hvala lepa. Pa ti je to tako čudno. Ne vem, zaradi tega, ker jaz, če bi imel nekdo fetiš, recimo, da bi jaz, ne vem, imela fanta, ki bi imel fetiš, da se pač pissing varianta, jaz ne bi mogla. Pač jaz lahko uriniram samo v prostorih namenjeno za to. Jaz ne morem, ker to, da bi me nazaj plenica, ne vem, če bi se lahko, veš, kaj mislim. Ja, vem, kaj misliš. Ne vem, po mojem ne bi mogla, jaz fizično ne bi mogla spustiti sebe tistega prvega curka. Zaprav, ti si una, ki ne lula pod tušem. Ko greš ti pod tuš, ne lulaš pod tušem. Ne. Ja, meni se zdi tudi normalno, ker vi ne lulate pod tušem. Jaz ne. Drugač, jaz sem zdaj začela lulati pod tušem. Včasih je bilo to grozno, zdaj pa sem mogočila, itak gre vse po istih cevih. Ne, jaz ne. Ampak doma, pač ne bo. Jaz se predstavljam, da imaš ti ful čisto doma in vse pospravljeno. Pa niti ne. Ne, kar se tiče te higijene, mislim, kar se tega tiče, ja, jaz potušem po to, ne. Jaz že v morju težko da lulam. Ampak to je moja. Jaz pa v morju sploh ne morem. Jaz pa v morju včasih, če bi res ono, da smo šli kam s čovnom, pa itak nimaš izbere, kaj si. Ampak ja, raj grem ven pa na WC na plaži. Pač ne vem, zmer sem bila tak. Tako da to je ena takih stvari, ki sem jo zavrnila. Pol so bili razne stvari, da bi mi poslali stvari, recimo, ne vem, neki za samozadovoljevati in bi jaz tu posnela in bi se pač s tem samozadovoljevala, pa tudi nisem. Pol so razne štikle, da ti pošljajo kostume, pa da se slikaš v njih. To pa si, ja? To pa sem, ja. Ali pa da vzdihuješ njihovo ime v zvočni posnetek.
To sem tudi, ampak... Koliko računaš za tak zvočni posnetek? Takrat mi, to ni računati, ampak ti onda donacijo. Takrat Aha. pač ono... ne Ampak vem, a to bo takrat naprej mi je- določaš, kakšna donacija mora Ja, biti? jaz sem rekla 50, on je manj 100 dal. Pač to je bil minuta dolg posnetek, ker sem mogla samo vzdihovati, ampak jaz sem tu snemala, to je naporno, punce, to je naporno, ker jaz sem crkvala od smeha. Jaz sem tu snemala 1,5 ure, tako da... In kaj minuta? Ja, ne veš, ko moraš vzdihovati pa še ime njega, joj, to je, mislim, to je komedija. Če imaš več imen, To ni ne, tako pa več teh- enostavno. Jaz love it. verjamem, da od ni. smeha, pač. In mi je bed za tega, ker pač itak model ti da 100 evrov, valjda, da bom, me razumeš, Se boš potrudila, ne? ampak težko se je potruditi na take stvari. Še posebej ne vem, če ti kdaj kako sliko pošlje, da točno veš, kak ta človek zgleda, kaj je ono, jo. A meni je pa tudi kusano. Mem pa ne vem, pač hecno mi je za tega, da je človek 50-letni pičke videl in zdaj jaz prepoznal me iz kmetije in zdaj jaz njemu zdihujem njegovo ime. Za 100 evrov. To je čisto drugače, ti imaš Slovence v bistvu, tu nisem v zakupu Ja. vzela. Pač In to meni je edino to zdaj pri razumem. kmetiji, ker včasih jo, ker smo se malo seksi pogovor na OnlyFans, imaš te Ja. malo na seksi, na varianta, seks talk pa to. Ja. In pa me je enkrat recimo eno super novi video in on meni maha, jaz sem ono, Kako dobro. to je ta edina malo glupa, ker jaz pač tam igram, ne moreš ti mene vsak dan napaliti v smislu, da bi jaz imela nek seks pogovor s tabo in da bi jaz dejansko v tem se uživela v to, ampak jaz igram, ampak se potrudim, pač ne, da je njim red, ampak jaz v tiste momente, ne vem, ko si kuham, a veš, pa sproti pišem, ali pa ne vem. V glavnem, in pač me je tudi kohecni, pa oni, ampak to so ljudje, ki so tako veseli, pol, ki so zadovoljni so s tem, a veš, ampak Ja. Ful dober. Pa pomahaš nazaj, pa greš hitro. ja, ne vem, pa ne, tismo nisem, tismo sem glavo dala in vse mi je pa še pisal, sem te videl, sem nekaj, dej nehaj, ne mi tega delati, pač ne mi Ja. hoditi, če si na OnlyFansu, si na OnlyFansu, ne me ti v hoferju pozdravljati, pa ne vem kaj, razumeš, pač prosim, mej neko mejo. Če bi hotela, bi se dobivala z oni. Mm. Pač, Ja. ani, Ja. pač naj ostane na OnlyFansu, ne ti meni tam se dreče cel klub, zanj se je en drv na žiga, to je fešti, ja, ti si na OnlyFansu, a ta žiga, ki je v bistvu z mano v kmetiji, a on tam mamo, fotra, babico, detka, imel je rojstni dan, sosedi, on se da, jaz te imam na OnlyFansu. Ježiš. Ja, Ja, je bil vesel. Jaz nisem bila. Ful mi je bilo tole zanimivo. Jaz bi najraž, da bi lahko še 3 ure o tem govorili, ampak mi dve imava drugače tako omejeno na cca uro podcast, pa smo šli že malo čez, ampak nič hudega, ker je bilo ful dober. Zdaj za zaključek gremo še Never Have I Ever, da vidimo, kdo gre v zapor. In pa smo Pač zmagali. jaz iskreno ne bi šla rada danes še v zapor, poleg vsega, tako da navijamo, da bo v bistvu Anja ta danes. Pa prosim, igrajte se z nama, pač dajte komentirati tam svoje točke. V prvi epizodi ste ful lepo komentirali, dajte spet, bova ful veseli in bova vsem odgovorili. Ne? Ja. Tako da ponovimo pravila. Imamo rokico takole pripravljeno in za vsako stvar, ki smo jo že, damo en prst dol. In tiskamo največ prstov dol, gre v zapor. Pa nove listice mava. Kaj? Nove listice mava. Uneta dobre, Ja. ok, te lisice so the shit, pa li bomo pokazali. Ok, začnemo. Nikoli nisem seksal pred ogledalom. Ne se b, Tanja, tu je po moje, glede na to, kaj si prej povedala, te vprašanja po moje nima veze sploh. Ok. Nikoli mi nihče ni sesal prstov na nogah. Cool. Jaz imam ful. Ampak meni je to grozno. Meni to ful ni- Jaz sem ful zgečkljiva. Jaz sem Tako skoraj brcala. smešno, jaz pa ne vem, kaj naj naredim. pol. Jaz sem skoraj brcala ga v glavo. Ker mi je smešno, jaz sem ful zgečljiv človek, tako da ja. Nikoli nisem bil v seks klubu. Jaz bi šla enkrat pogledati. Dela. Ne, jaz nisem. Me pa zanima. Pa po moje bi bila jaz v stiski tam. Tako si predstavljam. Ampak to mislite, se je prav uno, da ko Ja, Loft Kit House Kat, varianta? recimo. Že to, da si delala ti tam v tistem klubu, je to. To je seks klub, Anja, ja, Absolutno. Ok, nikoli nisem googlal seks položajev. Kaj nisem? Googlal seks položajev. Kaj?
Pa da si na Google napisala, ne vem, cowgirl ali pa doggy ali pa neki. Če nisi razumela, Ali v kakšnem položaju je. Ja, No. nikoli nisi, ali pa ne vem, da bi probala še nov položaj, pa si šla googlat. To njej vse naravno, ona se samo obrne, hopa, in ima že... Ne, mogoče te, ker imam jaz ene par položajev, ki jih konstantno. Ne vem, nimam jaz teh neki frogi, pa ne vem kva. Šabica. Ja, veš, Pač nimam tako, jaz bolj prostore menjavam kot položaje, evo, tako bom rekla. ja, jaz jih pa skoraj vsak dan zaradi ščihta, če ne drugega. Sam zdaj jih ne več, ker mi Instagram dol daje storije zaradi seksa. Samo eno primerno vprašanje je tle še, kateri je pa najljubši ti, če bi samo enemu lahko še. Po mojem dolgi mi je ful. Okay. Zato, ker dolg traja. Še vsebi, ker ni tok. Dolg traja? Men ja, za mene. Okay. Okay. Nice. Nikoli se nisem posnel, ko masturbiram. Jaz se pa nisem. Nikoli nisem seksal z nekom, ki je 10 plus let starejši. Lucija! Kateri je bil tu? Pa to je bil en... Tujec. Ne, Jaz on je bil nima veze. En Friends with Benefits, ki sva bila. Okay. Mi da sem imela tako fuluškano poletno romanco. Mi da sem bila tako celo poletje together in sva naokrog hodila in je bilo fuluškano, ampak potem je šel nazaj v Avstralijo. Okay. Ja. Mene je imela njegova mami ful rada. Joj, shout out. Ja. Joj, Shout out pogrešam jo. Avstralija. Prav pogrešam jo, je pa dejte en kontakt od te mamice, Ne, ne? pa sej, ona je drugače hodila v en lokal, kjer sem jaz delala. Tam sem ga spoznala. Se prav imate Je bila ona tako, Ja. že Lucija, to je pa moj sin, on pa v Avstraliji živi, zdaj pa na dopustu v Sloveniji. Vi, da bi se mogla spoznati. Joj, ona je bila Match. tak wingman. Ja. Nikoli nisem seksal z nekom samo zato, da se s tem maščujem nekomu drugemu. Ok. Ne? Okay. Nikoli nisem pomislil, fuck, VTF je bilo to, po masturbiranju, ko sem se zavedal, kaj gledam. A sta izenačeni? Izenačeni sta! Zdaj vaju bom pa skupaj uklenila. Jaz ne moram, jaz imam tako potne roke! Jaz imam čisto... Tu zdaj real talk. Jaz pač ne vem, kaj se je zgodilo, ampak jaz se počutim drugače kot prej in čist sem tako potna in če moram nek občutek povedati, kaj je, da mi je toplo, pa čutim tako, da bi neki. Veš, kaj misliš? Mogoče podobno, kot ena taka, ampak ne čisto kot kava, tle imam nek tak občutek dober. Ne vem. V redu mi je. Edino tu, ker sem ful zašvicala, nisem čist prepričana. Ampak vse med seksom je v redu, ne? Ja. Jaz sem rada, da švicaš med seksom, tako da vse je potno. Okay. Meni je to seksi. Ja, jaz drugač, jaz čutim, da imam povišen utrip, ampak zdaj ne vem, samo zaradi vsega teh pogovorov in ne vem kaj. Ampak vmes, pa to zdaj, a veš, to je zdaj lahko, da je plastiv, ampak vmes, so lahko tako... Si hotela seksati z mano? Sorry, ne. Neko ono vklopila, še ono. Ampak tako, ja, sem bila prav uno. Fak, pa malo pa sem res horni. Pa res nisem bila, prej sem bila sam ful utrujena. Tako da, ne vem, jaz se ful veselim tega. A ja, lahko poveva, mi da bova to zdaj še doma sprovala in Pač bova v ne naslednji. Zdaj gremo Vsaka vse posebej, trikali ja. domov. Ja, jaz bom z mojim dragim to sprobala lepo. Bova to leval papcala Jaz bom in bolj potem solo bomo sprobala. videli. Jaz pa mojno sploh povedala ne bom, sem otvorila. Jaz pa jo moram uklenati, lepo prosim, nadaljujemo potem. Pač, halo, na roko. Tako da, ja, res se, te so pa manjše, ja? Anja, Ful se žal, veselim, taka da to so probam. pravila, lej. Tako. Tan, tan, tan. Kam gremo? Ja, nikamor, tako je zdaj do konca. Zdaj se moramo pa povedati, če imaš še kakšne zaključne misli za naše gledalce. Kje te lahko najdejo? Ja? Najdem me lahko na Instagramu, na TikToku, na OnlyFansu. A to je pa to, pa Facebook. Pod Jaz se katerim bom- handlom, kar ime in primer. Anja Malešič, samo tipkaš pa najdem. Tako. Ponavadi se take stvari gluposti o meni zmer najdejo, tako da po mojem jim ne bo težko.
Ja. Ne naj pozabiti slediti na podcastu, na Instagramu, na TikToku, na Facebooku in na YouTubu. Morate nujno followati in lajkati in komentirati. In potem bomo mi dve tako srečne. Jaz sem v stiski, jaz ne vem, če lahko še kaj povem. Followajte naju. To čokolado bom probala še doma, zdaj mi je vroče, po mojem mogla do jutra počakati. V glavnem, se vidimo, ne, Anja? Hvala, da si prišla. Meni je bilo tako dobro, jaz bi tole še res podaljšala. Boš mogla še kdaj. Več delov, ne? Mi dve smo imeli drugač prštimanih še fulenih stvari. Ta epizoda bi bila lahko milijon $. Vse so ti povedala na začetku. Mi se sploh nismo dotaknili glavne teme, ker je bilo toliko drugih stvari za povedati. Tako da mi bi mogli drugače govoriti o tem, kaj ženskam paše v postelji, ampak vse smo tudi malo o tem govorili. Bomo naslednjič. Ne. Ok, no, mi moramo iti. Hvala. Kjera kamera je zdaj, da se poslovimo? Adijo, srečno. Lahko bi se tako slikala, veš, da sta vidve. Ne, boj pa že svoje.